Lep pozdrav oziroma dobro jutro. Jutro je izredno hladno, saj za ta letni čas. Kakor vidite, je sneg, v dolini je megla. Tukaj je bolj lep jasen dan, tako da vas vabim, da se mi pridružite na mojem današnjem pohodu. Pa kar gremo. Prva napaka, ki vidim, da sem jo naredil, je, da nimam gamaš. Tudi pomislil nisem na gamaše, ampak bo že šlo nekako. Sneg lepo škriplja pod nogam. Vrhovi smereh so obsjani s soncem. Ne glede na to, da je mraz, se je splačalo zjutraj vstati. Prižgal sem GPS, da si bom označil izhodiščno točko, da ne bom pol koloratov prav okrog, pa iskal avto. Malo počakam, da najde satelite, označim točko, pa štartam. Lepo vidno zajčja sled. Prispel sem do pastirske koče na klomu. Tle mogoče naredil kratko pavzo, pa naprej. Ustavil sem se pri pastirski koči klom. Vstal sem zjutraj ob 5, tako da je bil že čas za zajtrk ali pa za malico. Tako da, ko pač si nekje vzamemo, tako kot sem se jaz tukaj vzel pri tej pastirski koči, nek prostor, miza, da sem pač nekako lepo kulturno pojedel, je tudi dolžnost oziroma poštenje, da smeti, ki so ostale za nam, odnesemo domov. Ne glede na to, da je tamle pri vratih kanta za smeti. Če smo prinesli smeti s seboj, je pač neka bonton, kultura do samega lastnika, do narave, da te smeti odnesemo s sabo. Druga stvar je, ko se odpravimo na tako pot, je treba doma povedati, kam se odpravljamo. Jaz sem v današnjem primeru doma povedal, da pač grem na Jelovco in da se bom zadrževal nekje v okolici Ledin. Glede na to, ko sem prišel na teren, me je premamal tale sneg, tale zimska idila in sem pač nekje daleč stran od Ledin. Zato sem na zadnji točki, kjer je bil pač telefonski signal, sem domov poslal sliko, s katere se da pač določiti mojo izhodiščno točko. Potem pa po snegu so sledi, tako da če se bi mi karkoli zgodil, me je dosti enostavno najti. Tako da vedno, ko se odpravljate od doma, povedati, kam gremo, smer gibanja in predviden povratek domov. Jaz počasi pospravim smeti, pospravim svojo opremo, pa nadaljujem naprej pot. Na drugem hribu so gamsi, ene 12
12 do 14 komadov so dosti na kupu in jih je težko prešteti. Neverjeten pogled na trop gamsov, ki se pase. Na nasprotnem hribu, malo pod sedlom, so črne pikce s kamero, dvomim, da se bo videl, ampak tam se lepo gamsi pasejo. En panoramski pogled. Na žalost se je začela megla valiti iz doline, piha, tako da naredim en tak panoramski posnetek in se bom umaknil. Eden izmed bunkerjev, to so ostanki Rupnikove linije. Takle bunker, če smo pač v nekih preživetvenih razmerah ali če nas kakšna nevihta ujame ali karkoli, se lahko zatečemo. Tudi sam sem že vedril enkrat v tem bunkerju. Pred leti, popoldanska nevihta, lepo sem se noter zatekel, počakal, da je nevihta minila in nadaljeval svojo pot. Tukaj sem našel en tak ognjišče, pa za sedeti, že pripravljen, zgleda eden že tle malo kuril pa taboril. Tako da bom jaz zdaj tole tudi uporabil. Zebst me je začel na vrhu, je bilo skoraj 15 do 20 cm snega, tam kjer je bilo napihan, mogoče še kakšen centimeter več. Veter, mrzel veter, tako da sem se z vrha hitro odpravil, naredil en tak panoramski posnetek, se odpravil in sem se pač spustil tukaj dol, ki je malo nižji, ampak kljub temu, da tukaj sem pa tja se vidi kakšna snežinkica še, praktično tle ni snega, ampak je hladno. Tako kot sem že omenil, tle sem dobil en tak kurišče pa za sedeti, tako da bom ogenj zakuril, pa da se posušim pa pogrejem. Najdel sem eno sušico, upam, da bo dosti suha, vse je mokro, bom probal nažagati, pa pride do suhega lesa. Mislim, da bo dosti suho, pri kraju je malo mokro, ampak po moje bo. Zebe me v prste, tudi tako me kar zebe, ustavil sem se, začel me je hladiti, tako da takrat, ko vas zebe takole, pa ko sekate ali karkoli, žagate, sekate, morate biti res previdni, da se ne mahnete, ne usekate, ne požagate, ker je res nevarno. Je treba biti kar previden. Takrat, ko človeka zebe, si dejansko prsti so ne delajo tako, kot bi mogli, so utopeli, trdi. Običajno še človek hiti in se hitro kakšna nesreča naredi. Tako da, ne glede na to, da vas zebe, lepo počasi, umirjeno. Tale je težji.
Jaz imam za svoj ogenj vse pripravljen, podložne dilce, ostružke. Tle imam tudi pripravljen, da bom dal netivo, razcepljen zelo na tenko, malo bolj na debel, in tle imam pol še malo tako rezerve. Glanele krpice, to bom uporabil za netivo. Prvem poskusu mi ni uspel, tako da moram vajo še enkrat ponoviti. Še ena oglena krpica, da vidimo. Poskus številka 2.
Mislim, da je v drugo ratal. Lepo se je užgal. Počas bo tudi goret začel. Čutaro, ki je kovinska, lahko damo k ognju in tudi v njej pač nekako zavremo vodo. Jaz v bistvu ne vem, če bom sploh zavrel, važno je, da bo topla. Predvsem pa moramo biti pozorni, da damo zamašek dol, ki je plastičen. Jaz današnji pohod počasi zaključujem, tlele še počakam, da tale ogenj dogori. Potem imam pa nekje še pol urce mogoče hoje do avta. Tle ob ognju sem se pogrel, posušil, naredil sem si toplo pijačo. Moram reči, da tale čaj iz listov jagod pa en vršiček mlade tele mete sem najdel, sem noter dal, tako da meta je res dala tak prijeten okus. Malo sem posladkal, tako da res je prijetno za piti. Da naredim še zaključek dneva. Zjutraj sem se kar precej visok dvignil, tam okrog 1300, kjer je bil že tudi sneg. Potem sem se tam dvignil do pastirske koče na Klomu, tam je nekje 1500, potem pa še ene 200 metrov, ali pa še toliko ne, nekje 1600 do Kosmatega vrha. Na vrhu Kosmatega vrha je prava zima. Sneg, veter, mraz, tako da gor se nisem dolg časa zadrževal. Spustil sem se tle v nižje ležeče področje, nekje na 1100, tako da za par 100 metrov razlike nadmorske višine pa je dejansko so razmere čist druge. Dejstvo je, da za preživetje oziroma če hočemo dalj časa bivati odzunaj, v naravi, ne glede na razlog, zelo pomembna stvar je, da v vseh pogojih znate zakuriti ogenj. Ogenj vam daje toploto, svetlobo, kuhate, posušite se, ne nazadnje tudi nek občutek varnosti. Jaz še tole mojo pijačo spijem, čakam 5-10 minut, da ogenj pogori in jo odmaham do avta. Zdaj počasi se spušča noč. Škoda je, da ne morem dalj časa ostati, ampak tudi takle dan je za dušo prevezati fantastičen. To bi bilo za danes z moje strani vse, pa lep pozdrav do prihodnjič. Srečno!